Dobro jutro, še zadnjič v koprskem delu oddaje. Naslednje minute bomo namenili predstavitvi knjige V imenu resnice. V studiu pozdravljam avtorico Barbaro Furjan. Dobrodošla. Pozdravljeni. Kako lahko v nekaj besedah, v nekaj stavkih najprej opiševa knjigo? V bistvu gre za knjigo, ki sem jo posvetila svojemu pokojnemu bratu Blažu, ki je izgubil življenje na služenju vojaškega roka v vojašnici v Ljubljani pred več kot 15 leti. In je pač nastala ta knjiga, kjer je opisano vse praktično od njegovega začetka življenja, od rojstva, pa skozi vseh svojih skoraj 19 let, ki jih je skoraj dočakal, pa še 15 let po tistem vse, kar smo mi pač doživljali v tem iskanju resnice. S kakšnim namenom je nastala? Nastala je z namenom, da zgodba ne bo nikoli pozabljena kot taka, da se Blažu povrne dostojanstvo in da morda nekoga vseeno zbode toliko, da pove stvari, ki jih še vedno pričakujemo. Vaš brat Blaž Furjan se ni nikoli vrnil služenja vojaškega roka. Kakšna je uradna razlaga za to? Uradna razlaga je, da je storil samomor le 4 dni pred koncem služenja vojaškega roka. To je bila nekoč medijsko zelo medijska senzacija, bi se reklo temu, pred leti, ki je 2 leti nekako trajala, dokler ni potonila tudi ta v pozabo, ker enostavno ni odreagiral nihče na nič. Zakaj vi tej uradni razlagi ne verjamete, kaj vas v tej zgodbi ne prepriča? Preprosto ne verjamemo zato, ker ostaja še kar naprej 77 odprtih vprašanj, ki so tudi zapisana vsa v tej knjigi. Od tega, kako je prišel sploh do orožja, kako je prišel do naboja, o pasjih ugrizih, ki so nam jih želeli zatajiti že takrat, tako da podan ni bil nikoli noben uraden odgovor, ki bi nas zadovoljil in ustrajamo naprej, da dejansko bil ustreljen. Kaj se je zgodilo? Po vašem mnenju, zdaj ste že nakazali. Praktično so ga ustrelili, zato ker ni želel sodelovati v poslih za preprodajo mamil. Tako da tle se je vršil organiziran kriminal, kjer to so vaše domneve? Ja, enostavno, za katere dokazi niti ne obstojajo, čeprav smo dobili tudi namige, da naj bi obstojali neki dokazi. Tudi imamo številko spisa, pod katerimi naj bi bili te strogo shranjeni dokazi, vendar do njih ni mogoče priti, ne? In v nekaterih dokazih naj bi bil celo 3-krat ustreljen, 2-krat v hrbet in 1-krat v glavo. Sam se zagotovo ne bi mogel ustreliti v hrbet. Bi rekli. Pričakujete, da bo resnica nekega dne privrela na dan? Ja, v bistvu smo čakali to 15 let in tako da, če smo čakali toliko časa, bomo počakali še koliko bo potrebno, ali bo to leto, ali bo 2, ampak prej ali slej se bojo stvari razčistile. Kaj boste od tega imeli vi kot avtorica in družina? V bistvu bomo imeli resnico, ker resnica je edina, ki osvobaja. Verjetno kakšen denar, kakšne odškodnine? To nismo nikoli niti zaprosili, ker nekako nam nikoli ni bilo do denarja. Želeli smo samo vedeti, kaj se je zgodilo, kaj je bilo, ker mislim, da smo kot družina do tega upravičeni. Kakšni so bili odzivi na knjigo? Komu ste jo vse poslali, dali, kako so se ljudje odzvali? Odzivi so bili odlični. Nisem niti pričakovala, da se bojo ljudje v takem velikem številu odzvali na njo. Tako da mnenja mnogih bralcev si lahko tudi preberejo gledalci na www.blazfurjan.net, kjer so praktično na spletni strani, ki je Blažu poklonjena, tudi navedena od znanih osebnosti do manj znanih, do ljudi, ki so Blaža poznali. In tako da bila je poslana tudi ljudem, ki so nekako vpleteni v samo zgodbo, na kar zaenkrat še niso reagirali, ne? Tako da pustimo čas v čas. Pa je po vaših izkušnjah v Sloveniji več takih primerov? Takrat, v tistem letu, se je zgodilo še 13 primerov, kolikor smo izvedeli, ampak enostavno za druge ne morem trditi, ker se v druge nismo poglabljali, tako da zanesljivo lahko trdimo le za našega. Kaj pa druge družine, kako se soočajo s temi zadevami? Najprej smo se želeli povezati s prvo družino, ki je bilo par dni potem, mislim, da 4. junija, naj bi naslednji vojak storil samomor, ko naj bi si repetiral puško na straži. In se s kalašnikom streljal, ampak oni enostavno so rekli, da želijo živeti življenje naprej in da se v to ne bojo več poglabljati, tako da nismo potem več iskali drugih nevez, da bi se s komorkoli povezovali in smo rekli, gremo sami naprej svojo pot. Pred kratkim je v Kopru potekal tudi koncert Blažu v spomin, 2 besedi o samem koncertu, kakšen je bil njegov namen, kakšni so bili odzivi? To je bilo v lanskem letu v Taverni, ko je bila 15. obletnica tega dogodka. Nastopil je tudi Matjaž Jelen, ker Blaž je zelo rad poslušal skupino Šankrok. Lucien Lončina je nastopila, pa Alenka Gotor, tako da je bilo 12 izvajalcev.
Vsakemu posebej sem hvaležna za svoj nastop, da se je odzval in da so resnično tudi vsi prišli. In takrat je tudi nastala v bistvu ta zgoščenka, ki je priložena tudi sami knjigi. In so tudi predstavljeni nastopi vseh teh izvajalcev. In na podlagi teh donacij, ki so se na samem koncertu zbrale, je tudi potem bil povod, da je sama knjiga lahko išla in nastala. Kakšen pa je bil pravzaprav vaš brat? V bistvu je bil zelo vihrav fant, je bil zelo pogumen, tako bi rekel, kot da je skakal iz ene dogodivščine v drugo, nikjer ni poznal hudobije, nikjer ni poznal nekih zamer, tako da smatramo tudi, da ga je nekako stalo življenja, ker je enostavno, bil je precej radoveden, rad je vse vedel, rad je bil na takočen, tudi zelo iznajdljiv je bil, zelo bister fant. Ampak enostavno je tudi mislil v tej zadevi, da jih bo sam kos, zato nam nikoli v tem niti sam ni razlagal, da bi nas nekako tudi zaščitil, predvsem je pač smatral, da bo vse rešil sam. 2 dni pred slabo novico ste še skupaj praznovali? Še v nedeljo smo praznovali moj in očetov rojstni dan, tudi on je bil zraven, nobene slutnje o tem, da bi karkoli se dogajalo, še smo rekli, čez par dni se vidimo, oče je rekel, še Blaž ne dele kakšnih neumnosti, se boš kmalu doma, je rekel, ja, tata, se vidimo za tvoj rojstni dan, ki bi ga potem pač uradno praznoval po datumu. Barbara, še čisto na kratko, kakšni so vaši načrti za prihodnost? V bistvu 27. maja, ko bo ponovno 16. obletnica tega dogodka, pripravljamo v gledališču v Kopru dogodek z naslovom Pošljimo knjigo v svet. Tako da ta knjiga je že prevedena v angleški in italijanski jezik. V angleški jezik jo je prevedla Lucien Lončina, moja zelo dobra prijateljica, in Sara Korbati v italijanski jezik. Kar mi je bilo posebej všeč, da ste sami odzvali, ko ste knjigo prebrali, ste bili toliko pretreseni nad samo zgodbo, da ste enostavno rekli, ta knjiga mora naprej, mora v svet. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Spoštovani pred televizijskimi zasloni, to je